končno z Matejem Regentom nismo več samo dva pubeca, ne, v tem studiu, ampak imamo eno čudovito žensko predstavnico z nami. Nika Zorjan, lepo zdrav. Dobar dan. Zdravo, Nika. Prvič v tem radiju v Mariboru in zelo sem vesela, da sem lahko in sem zelo vesela, da si prišla v toto popoldne, da smo končno lahko tudi mi dva enkrat po dolgem času skupaj v studiu, ne? Ja, dobro, to je fajn. Res je, ja. Evo, fino. Nika, izjemno uspešne zgodbe poslušamo s tvoje strani zadnje čase, pa ne mislim zdaj samo izjemnih hitov, ki jih radi zavrtimo vsak dan, tudi tukaj na tem radiju. Če se ustavimo pri tvojem res tem izjemnem letu, ne, ki ti je prineslo po vseh šokih in vsem, kar se je dogajalo, pa potem, evo, zdaj si je res zasijala, ne, tudi potrjeno je to bilo konec koncev, tudi z nagradami. Joj. Andrej, jaz ne morem verjeti, da se mi je to vse zgodilo to leto. Ja. Dejansko sem prejela 2 zlati piščali, to je... Čestitke. To je v bistvu v moji karieri, najlepša hvala, največja glasbena nagrada, kar se mi je zgodila in jaz sem tako srečna in ponosna in tam v dvorani, ko sem to prejela, že sama nominacija mi je bila sem bila tako presrečna, ko sem pa dobila, pa sem bila najbolj srečen človek tam v Odiseji noter v dvorani. Da zdaj povemo še poslušalce, ne, kakšna nagrada je Zlata piščal? Zlata piščal, se pravi, dobila sem nagrado za, to so tako v bistvu slovenski Grammy, ne? Tako. Nagrado za najpesem leta Kliše in pa za najizvajalko leta. Tako in ko si že omenila Kliše, ne, Kliše je ravno eden tistih, mi mu pravimo, to ti hudi hit, ki ga res radi poslušamo pri nas in kot je kolega Marko Fraspe tudi rekel, ne, ki ga cela naša ekipa zna na pamet, ker je res prijetno in se mi zdi ta kombinacija z Masajo, ne, to je tudi Masaja pred časom potrdila tukaj v studiu, res nekaj posebnega in fajn gre v uho. Ja, jaz pravim, da je to bila res zmagovalna kombinacija, ko je Masaja pristala na ta duet in da ste ga vi vsi poslušalci in radijci in vsi tako lepo sprejeli. Lahko sam rečem, da sem zelo hvaležna in na še čim več takšnih pesmi, kot je Kliše. In najlepša hvala predvsem vam tudi radiju za podporo. Vem, da me zelo, zelo vrtite in sem zelo hvaležna, to ni samo umevno, tako da hvala še enkrat za podporo. Tako in ne samo, da radi poslušamo Kliše, zdaj že nekaj časa, ne. Nedelja je bila tista, ko smo premierno predstavili tudi tvoj novi singl Pardon, tako da ga zdaj že nekaj dni tudi poslušamo, da se je do tvojega obiska danes veš vsaj malo že vsedel, ne? Torek je prišel videospot, ja? Ja, je že zunaj videospot. Torek je prišel. Krasno. Vidim, da ga nisi videl. Ne. Moraš ga pogledati, ker je to mini film. Videl sem, kako je bilo na snemanju. Kako si šla po mizi, kako si se plazla po mizi. Kako je vse letelo z mize. Ne? No, če se zdaj ostavimo pri tvojem novem singlu Pardon, povej malo, kako je nastal in o čem govori. Se pravi, glasbo je napisal Matjaž Vlašič in ko je on meni slučajno tale demo poslal, pel ga je sam in sem dejansko v telesu začutila ta vibe, ta groove mi je nekaj naredil in sem jaz tako rekla njemu, kaj pa če bi to ženska pela? Naprimer, jaz? Rekel, pa ajde, probaj narediti nek tekst. In potem sem v bistvu posnela demo v izmišljeni francoščini, ki je bilo Tu qui cherchait toi le pois. In potem sem kar samo od sebe rekla Pardon. In se z Matjažem pogledala in Matjaž reče, to mora biti naslov. In jaz, ja, to mora biti zato, ker je taka posebna beseda. Noben še nima naslov v Sloveniji komada Pardon. Ja. In potem sem dejansko tekst napisala, da sem se osredotočila na to elegantno besedo. Je pa ena stvar tudi zelo zanimiva, ne? Ravno ta teden smo poslušali, ker si zdaj francoščino omenila, pa mi je padlo na pamet. Celine je dala novo pesem ven. Ja. In tudi Celine ima noter besedo Pardon. To sem pa videla, nisem vedela, da je pesem, ampak sem videla, da je dala nek Instagram objavo. Neki bonjour, pardon, merci. Je t'aime. Je t'aime. Tako, ja. Ne? Tako da, glej, pa še ti si tako malo na francoščino rekla, tu naša Celine, ne? V bistvu, ne vem, če bom pa zdaj ekskluzivno povedala za to ti radio, v bistvu Celine pripravlja duet. Celine Dion, se pravi, ona ima zdaj hec. Kak je pogledal? Si videla ti zdaj Mateja Regenta. Ampak vesela sem, da si bil za 3 sekunde, da se v tem neki paralelnem vesolju, ker si verjel, da se bo to zgodilo in zdaj si bo mogoče manifestirala. Ja, jaz zaupam ljudem. Absolutno. Ne meni. Ne gecam se. Povej nam še zdaj malo, preden še enkrat slišimo tudi, ne, pesem Pardon, o čem pravzaprav govori, če se ne moti, neko se dva, ki sta se nekoč imela rada, se potem spet srečata. Po naključju se spet srečata in še vedno je neka kemija med njima, ampak čustva so pregloboka, da bi šel nazaj v to igro, pa si raje elegantno rečeš pardon in izstopiš iz. Se pravi ne, Bog ne daj, da bi še enkrat kaj provala. Raj še rečeš ne, pardon. V pesmi rečem ne, gremo po svoje.
Ja, nisi gurna, ni. Dobro, skrajni čas. Vsi smo krvavi pod kožo in marsikaj se nam je že v življenju zgodilo, ampak Vsi ja, vsej vemo, pesmi kak pa je. absolutno Ja. berem razum na mesto srca. V privatnem življenju pa dostikrat bolj srce kot pa razum. Kako vse skupaj zveni v pesmi, bomo poslušali zdaj. Nika Zorjan je z nami in pardon. V tem studiu Nika, lepo zdrav še enkrat. Dober dan. Če se je slučajno nam kdo zdaj vmes pridružil, torej nova pesem Pardon, ki ima zunaj tudi video spot in priznam, da ga še nisem videl, ampak praviš, da je prava filmska zgodba. Tako da potem, ko bova šla iz etra, bova skupaj pogledala, ker hočem tvojo reakcijo videti. Dobro. Ali ti je to preveč pod pritiskom? Ne. Ko se boš delo, ful dobro, No ful pressure. dobro. Ne, res so lepi odzivi, tako da Ja. upam, no, mislim, če ti je pesem všeč, ti bo video spod po moje tudi, ali Ja. pa še bolj. In si plazila po mizi, ne? Ta del Seveda sem sem. pravim videl. Yes. Ja. Kaj se to pomeni? Ja, že to mi je bilo všeč, strasten je, ne? To si predstavljam. Je Če taka si sem jaz, ne? lepo v večerni obleki plazila po mizi, pa je Yes. vse letelo z nje, bolj je strasten video. Ja, pa tudi veš, mislim, po eni strani sem dama, ampak po drugi strani nisem, kar je tudi v realnem življenju, nisem glih dama, tako da Ja. je to kar dosti nekaj noter. Ok, fino. Bravo. Matej si je pripravil Matejevo neverjetno vprašanje. Ja, ker dve. O, daj nehaj, vprašaj. No, da si Mogoče se lahko kar naveže na ta video spot. Kdaj si na zadnje naredila nekaj, kar je bilo popolnoma zunaj tvoje cone udobja? Dobro vprašanje. Zdaj reka, zadnje čase več ne. Pa lahko vse poveš. Res je, ja. Ja, v bistvu. Ne? Dosti krat postaviti za sebe, pa neke meje postaviti izven cone mojega obdobja. Okej. In to poskušam čim večkrat narediti. Čeprav mi je težko, ker predvsem dosti krat si mislim, veš, če bom nekomu rekla ne ali pa kaj, da me ne bo več oseba imela rada, pa v bistvu sploh to ni res. a ne. Ne. Pa da v bistvu itak vse z načinom lahko rešiš, ne? Dokler pač ne gre. Ne? Okay. Pa še nekaj, sicer si tudi že malo izdala, ko si rekla, da nisi vedno dama, ne? Ampak vseeno, Ja? kaj o tebi ljudje najpogosteje napačno domnevajo? Da sem. Vsi so vedno mislili, da sem bila, ne vem, v srednji šoli najbolj pridna. Nisi bila? A res, a vam jaz res gledam, kot da sem ful pridna. Ja, pa Tako, same dosti- petke. Niti ne. Ker jaz sem daleč od tega, da sem pridna. Ja. Mislim, na faktu pustimo, faks je bil, tam sem imela samo 9 pa 10, zato ker sem vedela, da pač starši več ne morejo hoditi na govorilne. Ne? Ampak v srednji šoli sem pa jaz res bila zelo, zelo problematična pubertetnica, kar mi ni bilo sicer žal. Aha. Malo bolj je žal lahko mojima staršema, ko sem jima pač povzročala dosti preglavic, ampak tak. Sem kar rada žurala, pa še zdaj ga rada. Zelo sem neorganiziran tip človeka. Tako da to so ene take stvari, ki bi jih mogoče rada popravila, samo ne vem, če bom Ne, pa popravila. zakaj? Pa malo, če si, ampak konec koncev, ker si rekla za starša, tudi ne, se tudi konec koncev in tvoj oče in strici, ki so tudi že dolga leta glasbeniki, sem tudi z njimi že veliko delal, recimo. Ja. Tudi oni so bad boysi včasih bili, ne? A ja? Ja, a to pa ti ne veš. Prosim? Zdaj sem pa preveč povedal. Joj, Andrej. Ati je zdaj moj basist v bendu, Ja. tako da ga imam pod kontrolo. Ja, no, drugače pa lahko rečeš, da si v bistvu kreativno kaotična. To sem pa. No, kreativni kaos, to je to. Se prejšnjič pogovarjali z mojo učiteljico Petja Željko Korošic Predojevič, ko sem se pritoževala sama nad sabo, kako nisem organizirana, pa kako se zadnji dan, pa kako sem kaotična, pa je rekla, pa to ti treba, to zbog toga si pjevačica. Ja, pa to je to. Evo Pa res. to. Ja. To pa toliko več kreative dobim, pa nekih inspiracij za komade, kar sigurno po eni strani tudi malo držijo. Fino. In zdaj te moram vprašati, kakšno bo tvoje poletje v nadaljevanju, kje te bomo lahko videli, ker te zelo radi poslušamo, bi te radi tudi videli. In že me boste lahko videli to soboto, 11. julija, na festivalu Laško pivo in cvetje. Ob Fino. 12. polnoči začnemo na odru Laško s plesalkami in z bendom. Fino. Tudi te plesalke, ki so v videospotu, bodo tam in Ja. s to koreografijo, ki je v videospotu, tako da Andrej moraš še pogledati. Bom, ja. Predlani sem že bila tam in to je bilo ludnica, nora energija, šprica. Mi na odru smo se počutili kot kralji pa kraljice, ko pač res ljudje ti pijejo iz roke in ta feedback, ko ga dobiš nazaj, te samo še dvigne in komaj čakam soboto. Dobro, pol pa počitnice kaj? Na morje? Ja. Ko pa grem, posi bomo privoščili Pol pa ja. Najprej Bruno Mars koncert v Milanu. To si jaz vzamem kot en seminar oziroma neko izobraževanje glasbeno, Ja, ki ga absolutno kot pevka potrebujem. Res je. Potem pa grem prvič v življenju v Grčijo. In potem še za par dni sama na Rab.
Dobro, ne imate. Jaz sem vam lušta naredila. Ja. Izjemno, rap je res lep. A si že bil? Ja, Jaz hodim vsak leto tja. jaz sem kot majhen Jaz hodil, isto, tam mene sedmega 4. leta. Kam pa, kjer je kraj? Joj. Jaz sem Palit. No, To je zraven kraj- grada. To je Kraja se ne bom spomnil, ampak mislim, da je bil in niti Kamfor, hotela. Lopar, Barbat, Lopar bi znal biti. Lopar, tam, ko imajo Spomnim peščene plaže. se, ja, tako, spomnim se peščenih Tam plaž. mi je najslabše, drugače. Moraš biti okej. malo nazaj. Kam si rekla? Tam, ko je grad, ko so te peščene plaže, plaža Frkan, ko so take... Okay. Dragi Kamnite. poslušalci, poslušali ste Nikine in Matejeve turistične nasvete za poletje 2026. Odlično. Midva gremo zdaj gledati tvoj videospot, Dajva. da ga vidim, da ga bomo lažje potem tudi pokomentirali, ko bomo poslušali tvojo novo pesem. Pardon, čestitke, še enkrat za eno čestitke za vse te uspehe, s katerimi si se res izkazala, dokazala in vsem pokazala, da res znaš in da si odlična. Hvala za te lepe besede, pa za podporo, ful mi pomeni. Z veseljem. Polno paru naprej. Tako, ko prideš z Raba, ne? Po bo spet nov komad, po bo spet No, vidim. evo in Bomo se spet vidimo. Fino. Za konec našega pogovora pa še zdaj seveda kliše, če smo že omenjali. Yes, absolutno. Eden največjih totih hitov tudi letos na Totem radiju. Hvala. Nika Zorjan in Masaja. Uživaj, Nika. Hvala ti. Hvala enako tudi vi vsi.